Mr. Beast, slavni youtuber in pravi milijarder, se sooča z ostro tožbo, v kateri ga obtožujejo, da je neupravičeno odpustil eno od svojih zaposlenih, ko se je vrnila z porodniškega dopusta. Trdi, da je bilo delovno okolje pri Mr. Beastu tako toksično, da je bila prisiljena delati celo med porodom v porodni sobi. In to je le vrh ledene gore, ko gre za šokantne obtožbe. To je škandal, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Sierra Gillespie. On je verjetno največji ustvarjalec na svetu. 479 milijonov sledilcev. Oglasi za Super Bowl, resničnostni šov na Amazon Prime. Jimmy Mr. Beast Donaldson, tip, ki za klike podarja zasebne otoke, ki je ponudil plačilo več $100,000 vsakemu kupcu v trgovini, ki bi lahko najdlje ostal v trgovini. In po njegovih besedah je tudi kupil trgovino z živili. Ampak danes ne govorimo o njegovem zadnjem podvigu. Ne, tukaj smo, da govorimo o nečem veliko bolj resnem. Govorimo o zvezni tožbi, ki je bila vložena pred nekaj dnevi proti ustvarjalki vsebin. Obtožbe v njej prikazujejo sliko Mr. Beasta, kakršne njegovi oboževalci še niso videli, če so resnične. Zato se pripravite. Njegova nekdanja izvršna direktorica ga tuži in trdi, da je bila degradirana, potem ko se je pritožila zaradi nadlegovanja na delovnem mestu. Prav tako trdi, da je bila prisiljena delati med porodom. Omenja tudi ta priročnik. Pravi, da so zaposleni prejeli ta priročnik, v katerem piše, in citiram dobesedno: "Ne, ne pomeni ne." Mr. Beast vse zanika, vendar to ni le beseda proti besedi. Gre za več kot 20-stransko sodno vlogo. Kako resno je vse to? In kaj bi se lahko zgodilo, če bi največjega vplivneža na svetu pripeljali na sodišče? No, pa poglejmo. Torej, Mr. Beast ima več naročnikov, kot je prebivalcev Nemčije in je po številkah verjetno eden najuspešnejših ustvarjalcev v trenutni digitalni dobi. Pravzaprav je bil pred kratkim počaščen kot ena izmed najbolj vplivnih oseb revije Time. Leta je bila zgodba preprosta. Mr. Beast izvaja nore podvige. Mr. Beast razdaja denar. Mr. Beast je dober človek. A zdaj tle še ena zgodba, ki se je gradila v ozadju. Leta 2024 je New York Times poročal, da so nekdanji tekmovalci v njegovi oddaji Beast Game vložili tožbo, v kateri so navajali nevarne razmere, pomanjkanje hrane in zdravniško zanemarjanje. Mimogrede, ta primer je še vedno v teku. In če oddaje ne poznate, v bistvu 1000 ljudi tekmuje v norih fizičnih izzivih, zadnji, ki ostane, pa dobi $5 milijonov. Na to so po poročanju Associated Pressa prišle obtožbe, da je dolgoletni sodelavec izmenjeval neprimerna sporočila z mladoletniki. Mr. Beast naj bi avgusta 2024 zaposlenim poslal obvestilo, katerem je obljubil, da bo ustvaril kulturo, v kateri se bodo vsi zaposleni počutili varne in bodo lahko dali vse od sebe. Vendar je bila zdaj, 22. aprila, na Zveznem sodišču za vzhodno okrožje Severne Karoline vložena nova tožba, ki jo je vložila ženska, ki pravi, da je bila nekdanja direktorica Lorraine Mavromatis. Zdaj toži dve njegovi podjetji, Mr. Beast YouTube LLC in Game Changer 247 LLC. Po navedbah v tožbi toži zaradi kršitev FMLA, neupravičene odpustitve in namernega povzročanja čustvene stiske. Zdaj Lorraine pravi, da je Mr. Beast zaposlil avgusta 2022 kot vodjo Instagrama. In v prvem letu pri podjetju je bila dvakrat napredovana. Najprej v vodjo kreativnega oddelka in nato v operativno direktorico za vertikale. To je pomenilo, da je vodila ekipo približno 20 ljudi in upravljala mesečni proračun v višini $500,000. Pravi, da je imela celo zasebno pisarno. Poročala je neposredno izvršnemu direktorju. Morda je bila na poti navzgor. A potem, po besedah Lorraine, je prišla v okolje, na katero je nihče ni opozoril. Po navedbah tožbe, Mr. Beast ni imel standardnega priročnika za zaposlene z osnovnimi pravilniki. Namesto tega je podjetje razdelilo dokument z naslovom How to Succeed in Mr. Beast Production. Priročnik naj bi po navedbah vseboval odseke kot so: Fantje smejo biti otročji in citiram: Naredite vse, kar lahko, da ukrepite fante med snemanjem. Tožba prav tako trdi, da je priročnik vseboval navedbe: Ne, ne pomeni ne in število ur, ki jih delaš, ni pomembno. Lorraine pravi, da je bila to kultura v podjetju Beast Industries. In za žensko v pisarni pravi, je to ustvarilo toksično, ponižujoče okolje, kjer so bile pritožbe zavrnjene in je bilo slabo vedenje opravičevano.
Po navedbah tožbe se je nadlegovanje začelo zgodaj in je prihajalo neposredno z vrha. Lorraine pravi, da jo je nekdani izvršni direktor podjetja, James Warren, ki je mimogrede bratranec Jimmyja Donaldsona, spolno nadlegoval. Pravi, da jo je silil na sestanke na 4 oči v svojem zasebnem domu, v zgornji, slabo osvetljeni sobi, medtem ko je komentiral njen videz v oblačilih. A postane še bolj nenavadno. Vprašala je Warrena, zakaj Mr. Beast ni želel sodelovati z njo pri določenih projektih. In tukaj tožba navaja. Warren je rekel, citiram, Jimmy postane res neroden v družbi lepih žensk. Recimo samo, da ko si ti v bližini in gre on na stranišče, ga v resnici ne uporablja. Glede obiskov stranišča je podjetje to trditev označilo za izmišljeno. Rekli so, da so Mr. Beastovi obiski stranišča v resnici posledica Crohnove bolezni. In pravzaprav so imeli o tem še veliko več zapovedati, kar bomo mimogrede tudi vse obravnavali. A Lorraine pravi, da je ta domnevni komentar nanjo vplival še bolj. Pravi, da je začela v službo nositi ohlapna oblačila in kape s šiltom, samo zato, da njen videz ne bi negativno vplival nanjo ali na njeno zaposlitev. Tožba opisuje tudi druge obtožbe o ponižujočem ravnanju. Pravi, da jo je Mr. Beast prosil, naj mu prinese pivo, preden bi posnel video, česar ni nikoli videla, da bi zahteval od kateregakoli moškega sodelavca. Pravi, da je moški sodelavec med sestankom osebja rekel, naj utihne in preneha govoriti, ko je postavila vprašanje. Pravi tudi, da ji je Warren rekel, naj bo počaščena, ker jo bogat milijarder osvaja, potem ko se je pritožila nad premožnim moškim klientom, ki je izkazoval nezaželeno romantično pozornost. Tako pravi, da je novembra 2023 Lorraine dosegla prelomno točko. Podala je uradno pritožbo kadrovski službi. In uganite, kdo je po njenih besedah vodil kadrovsko? Mama Jimmyja Donaldsona, Susan Perisher. Po navedbah tožbe je Lorraine podrobno opisala svoje trditve o spolno neprimernih srečanjih, nadlegovanju in ponižujočem ravnanju. Pravi, da ji je Perisherjeva povedala, da bo pritožba temeljito preiskana in da bo poskrbela za zadevo. Toda 2 meseca kasneje, januarja 2024, je bil izid preiskave znan. In po besedah Lorraine so bile njene trditve ocenjene kot neutemeljene. In tako naj bi bila istega dne, 23. januarja 2024, domnevno degradirana in premeščena. To je pomenilo, da je iz operativne direktorice za vertikale, kjer je imela zasebno pisarno, 20 neposrednih podrejenih in proračun v višini $500,000 postala upravljavka družbenih omrežij za oddelek za blago. Tožba navaja, da so jo poslali na delo od doma. Ni imela več pisarne, ni nadzorovala nikogar in komaj, da je imela stik s katerimkoli vodilnim. V pritožbi piše, da so zaposleni pri Mr. Beastu ta oddelek imenovali, citiram, kraj, kjer kariere umirajo. In če vse to še ni bilo dovolj šokantno, počakajte, da slišite, kaj pravi, da se je zgodilo, ko je zanosila. Zdaj smo v januarju 2025. Lorraine je svojemu nadzorniku povedala, da je noseča in da bo morala oditi zaradi rojstva svojega otroka. Po navedbah tožbe ji Mr. Beast ni zagotovil nobenega pisnega obvestila o njenih pravicah po zakonu o družinskem in medicinskem dopustu. Brez obvestila o upravičenosti, brez obvestila o določitvi, popolnoma nič. 31. marca 2025 je rodila. Trdi, da je bil porod precej težak in da je njen otrok potreboval nekaj časa na neonatalni intenzivni negi. Toda po pritožbi Mr. Beast ni dovolil počitka. Pravi, da jo je njen nadzornik prosil, naj dela na lansiranju izdelka le nekaj dni po porodu. Pravi, da so jo prosili, naj 3 tedne po porodu stoji 10 ur na razstavni stojnici. Poslali so jo v Brazilijo na snemanje videa. Zdaj je Lorena povedala v intervjuju za Associated Press. Še vedno sem krvavela in preprosto sem morala priti. Po navedbah v pritožbi je bila na službenem konferenčnem klicu, medtem ko je bila v porodni sobi. Pravi, da jo je bilo strah, da bi izgubila službo, če bi zavrnila delo. A žal se je zanjo 6. novembra 2025, manj kot 3 tedne potem, ko se je Lorena vrnila na delo s polnim delovnim časom po dopustu FML, zgodilo to, da jo je, kot trdi, gospod Beast odpustil. Po navedbah v tožbi so ji povedali, da se njeno delovno mesto ukinja, hkrati pa tudi, da je preveč kvalificirana za vlogo, na katero je bila degradirana. Namesto, da bi ji ponudili drugo delovno mesto, pravi, da ji je podjetje ponudilo sporazum o odpravnini. Po navedbah v tožbi so poskušali izkoristiti zdravstveno zavarovanje za njenega novorojenčka, da bi jo prisilili, da se odpove svojim pravnim zahtevkom. Pravi, da je to zavrnila. In po navedbah v pritožbi je Mr. Beast objavil razpis za delovno mesto upravljavca vsebin na družbenih omrežjih približno v času njene odpovedi.
Pravi, da ji niso ponudili te vloge, niti ji niso dali priložnosti, da bi se prijavila in da je podjetje to delovno mesto na koncu zapolnilo z moškim v začetku leta 2026. Zdaj smo za komentar stopili v stik z Lorraine. Ni nam odgovorila, vendar se je ekipa Mr. Beasta odzvala. Tiskovni predstavnik podjetja Beast Industries je dejal, citiram: Ta pritožba zaradi iskanja pozornosti temelji na namernih izkrivljanjih in popolnoma neresničnih izjavah, za kar imamo dokaze. Obstajajo obsežni dokazi, vključno s poročili na Slacku in WhatsAppu, dokumenti podjetja ter pričevanji prič, ki nedvoumno ovržejo njene trditve. Ne bomo popustili oportunističnim odvetnikom, ki želijo iz nas iztržiti denar. Podjetje se je posebej odzvalo tudi na domnevni komentar o stranišču, naj bi ga izrekel James Warren in ga označilo za smešnega. To je obtožba, ki je bila izmišljena izključno z namenom ustvarjanja odmevnih naslovov. Prav tako je ogabno, da tožba izkorišča Jimmyjevo stanje z očmi in Crohnovo bolezen, o katerih je javno govoril. Glede trditve o degradaciji je podjetje to označilo za lažno in netočno. Glede obtožbe o obvestilu FMLA je podjetje delilo posnetek zaslona z njenim podpisom, ki potrjuje prejem priročnika za zaposlene, vključno s politiko FMLA. In glede odpovedi je tiskovna predstavnica povedala, da Lorraine ni bila odpuščena, ampak je bila njena vloga ukinjena skupaj z drugimi med reorganizacijo podjetja. V redu, torej smo vas popeljali skozi celotno tožbo, zdaj pa želim iti še nekoliko globje in vse skupaj razčleniti s strokovnjakom. Torej, povabimo ga. To je prijateljica oddaje, odvetnica za zabavno industrijo in delovno pravo, Cameron Dolan-Shah. Najlepša hvala, Cameron, da ste danes z nami. Mislim, da je toliko smeri, v kateri bi lahko šla pri tej tožbi. Kakšne so vaše prve misli? Ja, mislim, da je v podjetju očitno obstajala kultura sovražnosti do zaposlenih, močan pritisk, usmerjenost k rezultatom, kar ni nenavadno za zagonska podjetja in uspešne ustanovitelje. Ampak očitno obstaja meja in ta meja je zakon, v tem primeru zvezni zakon. Nekatere od teh obtožb so tudi resnično grozljive. Tožnica, ki je vložila tožbo, trdi, da je morala delati. Veš, medtem ko je bila zelo noseča, vse do trenutka, ko je bila v porodni sobi, kar sama sicer še nisem doživela, ampak po govoricah sodeč to ni ravno enostavno. Verjetno ti to vzame veliko energije, kot pač je. Ampak da je ona delala, medtem ko je bila dobesedno v porodnih bolečinah. Kaj meniš o tej obtožbi? Mislim, zakon posebej ščiti nosečnice, kot bi jih moral. Ženske, ki vzamejo dopust po zakonu o družinskem in medicinskem dopustu, FMLA. To je posebej namenjeno temu. Kot družba bi morali zaščititi naše matere, naše bodoče matere. Tako je ogrožanje zdravja ženske in njenega otroka, milo rečeno, grozljivo. In veste, iskreno, če sem popolnoma odkrita z vami, sem v letih, ko razmišljam o tem, da bi morda imela otroke. In o tem morajo razmišljati tudi mnoge moje vrstnice, druge ženske. Kako bo to vplivalo na delo? Da, po zakonu mi pripada porodniški dopust, kakorkoli že, približno 3 mesece. Ampak kaj pa potem? Bo moja služba še vedno čakala name? In ja, morala bi. Ampak mislim, v tem primeru pravi, da se je po nekaj tednih vrnila in njeno delovno mesto je bilo nekako ukinjeno, odvzeto. Bila je popolnoma odpuščena. Ali lahko razložite, kako to deluje? Mislim, tvoja služba bi morala biti varna, če si na porodniškem dopustu, kaj ne? Pravilno. Po zakonu FMLA imaš pravico do 12 tednov neplačanega dopusta in si nekaj časa potem še vedno zaščiten, kar veliko ljudi ne ve. Če imaš kakšne zaplete ali zdravstvene težave, ti mora delodajalec zagotoviti ustrezne prilagoditve. In če tega ne storijo, je to kršitev zakona Fair Employment and Housing Act, FIHA. Torej obstaja več zaščit za ljudi. In vem, da je lahko strašljivo, če ti vzamejo službo. Ampak kot odvetnik tožnika želim ljudem dati zagotovilo, da nas je veliko, na boljše ali slabše. In smo pripravljeni zastopati ljudi, ki jim je delodajalec škodoval. Ker to res ne bi smelo biti nekaj, o čemer bi morala razmišljati novopečena mama. Osredotočiti bi se morala na svoje okrevanje, to je najpomembnejše, in seveda tudi na življenje svojega otroka. Torej, delo je zelo pomembno in za mnoge od nas predstavlja identiteto. In glede na vse je imela kar kul službo. Ampak glede na njene navedbe, toksičnost na delovnem mestu, spet, vse so to obtožbe, ne zveni ravno super. Kaj pa ti misliš o njenih trditvah? Misliš, da ima tukaj močan primer? Mislim, da ga ima, da te odpustijo 3 tedne po vrnitvi in da moraš delati brez kakršnih koli prilagoditev, je precej hudo.
Tako bo lahko izpostavila časovno povezavo, kar imenujemo časovna bližina med njeno odpustitvijo in rojstvom otroka. Pa tudi tisto, kar radi imenujemo jaz tudi dokazi. Torej, dokazi o drugih primerih sovražnega delovnega okolja proti podjetju. Da pokaže nekaj konteksta in osvetli, kaj se je dogajalo v podjetju MrBeast. V redu, zdaj odpirate vrata povsem novemu naboru obtožb, ki jih je predstavila. Mimogrede, to ni prvič, da slišimo kaj takega. V kulturi MrBeasta so krožile govorice o tem, kaj se je dogajalo. In v tej tožbi je naravnost povedala, da je to zaprta fantovska druščina. To je, veste, jaz sem ženska. Ženska, ki je tukaj delala, ampak je bilo vse bolj naklonjeno fantom. Veste, fantje so pač fantje. O, ne, v resnici ne, pomeni ne, nekaj takega. In ali to dobro pokaže vzorec, recimo, toksičnega delovnega okolja? Absolutno. Te kulture so razširjene, pogosto v tehnoloških industrijah. Industriji videoiger, zdaj pa jih vidimo tudi v industriji družbenih medijev. Kjer jih vodijo mladi moški ustanovitelji, ki žal nimajo izkušenj in modrosti, da bi ustrezno skrbeli za svoje zaposlene, še posebej za ženske v tem primeru. Veš, pri mnogih zagonskih podjetjih in ljudeh te generacije obstaja določen način razmišljanja. Njihovo vodilo je: najprej narediš škodo, potem se opravičiš, kaj ne? In tako je, žal za njih in na srečo za zaposlene, tam postavljena meja. Zaposleni se zato ne bi smeli bati uveljavljati svojih pravic in poiskati odvetnika, kadar menijo, da so bile njihove pravice kršene. Mislim, da je to res težko, ker je za veliko ljudi, tudi zame, delo del naše identitete. To je tisto, kar radi počnemo. Šli smo v šolo za to, dobili smo službo. To je super, ampak zdaj moramo plačevati račune. Ta ženska ima otroka, mora ga preživljati. Prav. Moram zaslužiti denar v tem podjetju, zato me je malo strah spregovoriti. Se s tem kdaj srečuješ? Ves čas, ves čas. Ves čas moram pomirjati stranke, ki jih je zelo, zelo strah. Na srečo imamo vsaj v Kaliforniji pomembne sodbe in razsodbe proti tem podjetjem, veš, tudi za 10-kratnik ali večkratnik njihovih plač. Tako da ja, začasno je resna nevšečnost, če nimaš tega dohodka, ampak potencialno lahko dobiš veliko več v odškodninah, če imaš dobrega odvetnika, ki te zastopa. In tukaj se dogaja še veliko več. Imamo celotno vprašanje, da ne bi smela biti odpuščena ali odslovljena le nekaj tednov potem, ko je rodila in imela porodniški dopust. Glede na vse, kar praviš, je bilo to zaščiteno v okviru njenih pravic kot Američanke. Poleg tega pa, o čemer sva govorili, nekatere druge stvari, ki jih je omenila. Veš, tako imenovana moška klika, domnevno spolno nadlegovanje, ki je bilo tam prisotno. Ali to dobro pokaže vzorec zlorabe? Če vključimo tudi nekatere spolne stvari, ki se zdijo nekoliko neprimerne, o katerih sva danes govorili v najini epizodi, ali to pomaga njeni zadevi? Na sodišče in porota bosta upoštevala celoto vseh dejstev. Torej, ena sama stvar verjetno ni dovolj, bi rekel, zanjo. Ampak če jih vzamemo skupaj in verjetno še z dodatnim pričanjem prič, bi lahko bilo. In kar bo v tem primeru najpomembnejše, kot v vsakem primeru nadlegovanja ali diskriminacije, je verodostojnost tožnice v primerjavi s priljubljenostjo ali nepriljubljenostjo MrBeasta v tem primeru. O tem bo odločala porota. To je zapleteno, kaj ne? Ker je MrBeast res zelo priljubljen. Mislim, ima milijone naročnikov na YouTubu, ima oddajo na Amazonu, ljudje ga res imajo radi. In kot si rekla, imamo ljudi, ki prihajajo v ospredje, kot je MrBeast, ki ustvarjajo res cool vsebine. Očitno je veliko ljudem to všeč, dobivajo oglede, vse je super. Ampak morda nimajo nujno, recimo, izobrazbe ali šolanja ali pa institucionalnega znanja o tem, kako voditi podjetje. Ker po navedbah tožnika v teh obtožbah je obstajal priročnik, v katerem so bile zapisane precej nenavadne stvari. In tukaj samo povzemam. Nekatere stvari so bile na primer take, kot da je število ur, ki jih delaš, nepomembno. Ne pomeni, resnično ne. Če lahko predloži recimo posnetke zaslona ali celo fizični priročnik, recimo če ga dejansko ima, je to tudi precej obremenilni dokaz? Absolutno. Prva stvar, ki jo naredimo, ko prevzamemo primer, je, da zahtevamo osebno mapo in evidenco o plačah, ki jih mora delodajalec zagotoviti. Vsaj po kalifornijski zakonodaji v 30 dneh in priskrbijo tudi priročnik za zaposlene. In pogledamo politike in preverimo, ali so te politike skladne z zakonom. Torej, že same te izjave morda ne naredijo politik neskladnih z zakonom.
Zagotovo pa dajo pomemben kontekst temu, kar je doživljala v tej moški kliki. Eno od naslednjih vprašanj, ki jih imam glede vsega tega, je tudi, zakaj je bilo to na zvezdnem sodišču. Mi lahko to razložiš? Ja, na zvezdnem sodišču postopki tečejo hitreje. Rekel bi, da so tam sodniki boljši, čeprav so tudi na državnem sodišču odlični sodniki. Ampak na zvezdnem sodišču imaš tiste, ki jih izvolijo predsedniki. In prav tako obstaja to, kar imenujemo raznolikost pristojnosti med krajem, kjer je podjetje registrirano, in krajem, od koder prihaja tožnik. Če so iz različnih zveznih držav, bo to na koncu vseeno pristalo na zvezdnem sodišču. Kot tožnik si običajno želite, da bi bila zadeva na državnem sodišču. Tako da je to zanimiva poteza, vendar bi rekel, da to kaže na določeno samozavest tožnika, da zavestno vloži zadevo na zvezno sodišče. V redu. In iskreno, zdelo se mi je, da je res samozavestna, da je prišla s temi obtožbami. Mislim, celo včeraj sem delala to zgodbo. Obstaja ta tožba proti Kylie Jenner, ki še poteka. Civilna tožba. In prebrala sem tožbo in sem si mislila iskreno, obtožbe proti Kylie kot posameznici, saj je navedena kot toženka, so precej šibke. Prav. Skoraj neobstoječe, ja. Točno tako, točno tako. Ko sem to preberala, sem taka, počakaj, kaj se dogaja? Ampak ta ima drugačna. Ima dokazilo. Ima, veš, datume X, Y in Z. Res ima vse črno na belem. Zato je tudi samozavestna. In mislim, da kot si omenila, sva govorili tudi o preteklih domnevnih nepravilnostih, o drugih ljudeh, ki so bili del korporacije MrBeast in so tam delali. Če se lahko nekako združijo, veš, ali to pomaga primeru? Misliš, da njeni odvetniki govorijo z drugimi nekdanjimi ali celo trenutnimi zaposlenimi? Absolutno. In to bi se zgodilo še preden bi sploh sprejeli stranko, samo zato, da opravijo svojo lastno preiskavo, ali je to upravičeno ali ne. Saj upam, da vsak odvetnik tožnika to počne. Tisto, kar sem prej omenil kot dokaze tipa Me Too, je prav to, kaj ne? Ko vidite druge ljudi, ki so šli skozi isto stvar, in ali so vložili tožbo ali ne, ni pomembno, vendar bodo koristne priče. Torej, veliko smo govorili o tožnici, ker beremo njeno tožbo. To so vsi dokazi, ki jih imamo trenutno. Ampak želim poudariti, da obstaja tudi druga stran. Tukaj sta MrBeast in njegova ekipa. Tako je. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Javno se je oglasil in rekel, da se nič od tega ni zgodilo, ter zanikal vse obtožbe o nepravilnostih. Kakšni pa so trenutno koraki za njegovo obrambno ekipo? Ja, najslabše dejstvo zanje je, kot sem omenil, časovna bližina med odpovedjo in odsotnostjo z dela. To je pač nesporno dejstvo, ki ga bodo res morali nekako zaobiti. Zdaj, kar toženci radi naredijo v takšnih situacijah, je, da opozorijo na težave z uspešnostjo. Torej bodo rekli, da je bila slaba delavka. Pisno smo jo opozorili. Imela je težave s prisotnostjo. Imela je vse te druge težave. In ne glede na njen dopust, nosečnost ali karkoli drugega, njen spol, bi jo vseeno odpustili. To bo težko dokazati. Tožnik bo najprej predstavil svoj primer, nato bo breme dokazovanja prešlo na toženca, ki bo moral dokazati, da bi neodvisno od vseh teh stvari vseeno sprejeli isto odločitev. Ne zdi se mi, da bi to tukaj veljalo. Mislim, da je to kar težko, ker je bila zelo hitro napredovana. Imela je ogromno službo. Delala je na Instagramu, ukvarjala se je z navpičnimi videi. In vsaki gleda MrBeasta, mislim, očitno ima veliko na YouTubu, ampak vsi mi na telefonih, kot samo, ves čas gledamo te videe. Tako da je ona nekako odgovorna za to, verjetno za velik del njegovega dohodka. In zdaj kar naenkrat, tako ali tako smo nameravali ukiniti to delovno mesto. To bo kar težko dokazati, še posebej, če so tu njene obtožbe, če pride do izjave pod prisego ali morebitnega pričanja drugih zaposlenih. Pretekli, sedanji, prihodnji, kakorkoli, morda ne prihodnji, pretekli ali sedanji, ki stopijo naprej in rečejo, da se jim je zgodilo XYZ. Torej, mislim, če imamo takšna dokazila, ki kažejo na 3-tedensko obdobje od njene vrnitve s porodniškega dopusta in nato je bila odpuščena, delovno mesto je bilo ukinjeno, karkoli. Ali obstajajo še kakšni drugi koraki, ki bi jih lahko on kot toženec naredil, da bi se nekako, branil? No, z njegovega vidika upajmo, da ni nobenih internih e-poštnih sporočil, ki bi bila poslana medtem, ko je bila ona na dopustu, v katerih bi pisalo, da jo morajo odpustiti. Prav, in naslednja faza tega primera bo faza pridobivanja dokazov, kjer bo prišlo do izmenjave dokumentov. In to je prva stvar, ki bi jo zahteval kot odvetnik tožnika. In to je prva stvar, ki bi jo kot toženec poskušal ugotoviti, da tega ne bi zagotovil. In glede tega bi lahko prišlo do sodnega spora.
Ampak to je osnovni postopek pridobivanja dokazov. In če obstajajo notranja sporočila, ki na to kažejo, je to velika težava za misterja Beasta. V redu, to moram vprašati, ker sem res radovedna. Naprimer, pri Law & Crime večinoma komuniciramo prek Slacka. Vem, da veliko ljudi uporablja to ali Teams. Imamo tudi elektronsko pošto, ampak v bistvu večinoma uporabljamo Slack. Vendar imam telefonske številke skoraj vseh svojih sodelavcev. Pisala sem jim sporočila o različnih stvarih, jih morda celo poklicala ali poklicala prek FaceTima, karkoli pač. Torej, ali bi lahko zahtevali telefon misterja Beasta, njegova sporočila, njegova dejanska sporočila z njegovega osebnega telefona, če komunicira s svojimi zaposlenimi? Če gre za primer, če gre za tožnika, absolutno. Slack, Teams, Zoom, WhatsApp, Telegram, vse te stvari so lahko predmet razkritja. Zato morajo biti ljudje previdni. Mislijo, da je pisanje samo, napisal sem v e-pošti ali poslal pismo ali kaj takega. Ne, to je karkoli, kar digitalno zapišeš. Tako da vsekakor bodo odvetniki tožnika to zahtevali, kot sem rekel, pričakujem sodno bitko glede tega. Odvetniki misterja Beasta bodo rekli, da gre za vprašanje zasebnosti, ampak to je osnovna prva faza pridobivanja dokazov. O moj bog, kar v želodcu me stisne, ko pomislim na to. Morala sem pregledati svoja sporočila in, mislim, imamo tudi obtožbe, da je bila diskriminirana, ker je ženska, ker je mati. Ampak potem so tu še obtožbe o tej izrazito fantovski kliki, o splošnem delovnem okolju, o spolnem neprimernem vedenju in podobno. Torej, če jim je odobreno, recimo, da pregledajo njegova sporočila ali Slack, lahko so tudi e-poštna sporočila, karkoli že. Pravijo, iščemo informacije o porodniškem dopustu, ali je kaj komentiral glede tega in po naključju naletel na nekaj, kar je precej obremenilno, recimo na področju spolnega neprimernega vedenja. Ali lahko to uporabijo? Seveda, v tožbi so navedene trditve, ki se nanašajo na to. Če najdejo nekaj, naprimer, kar nima nobene zveze s tožnikom, ampak je povezano s spolnim neprimernim vedenjem do nekoga drugega po doktrini MeToo, bi to verjetno lahko vključili tudi to. Spet še en sodni boj glede pridobivanja dokazov. To je za nas odvetnike zelo zabavno. To je bila ironija. Če nima nobene zveze s spolnim neprimernim vedenjem, ampak recimo gre za druge vrste neprimernega vedenja, ki so popolnoma nepovezane s tem primerom, to ne bi bilo vključeno, bi pa seveda odvetniki to vzeli na znanje in poskušali stopiti v stik z osebo ter imeti ločen primer. Wow. Mislim, ko prebiram sporočila, ker jih včasih moram zaradi službe, saj so v sodnih dokumentih ali kjerkoli, rada jih berem, ker me zanima, o čem ljudje govorijo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati. Rada bi vedela vse. Ampak, če bi bila mister Beast, bi rekla, roke proč, ne morete imeti mojega telefona, tega nočem. Torej v redu, to je moje zadnje vprašanje zate, Cameron, ker bi lahko o tem govorili ves dan. Rekla si, da si to omenila večkrat. O tem bi lahko govorili ure in ure. Ampak večkrat si omenila, da bo to sodna bitka, da se bo veliko dogajalo. Zdaj, to je bilo šele vloženo. Kakšno je tvoje mnenje glede časovnice tukaj? Mislim, če bi ona želela iti na sojenje s poroto, ali bi bilo zanj bolje, da to raje reši zunaj sodišča, da bi se vse skupaj zavrglo? Če bodo šli skozi sodni postopek, koliko časa bi to trajalo? Mislim, kakšne so tvoje ocene? Ja, približno 90% primerov se reši pred sojenjem. Potrebno je res izjemno poseben primer, da gre zadeva do konca in pride do sojenja, tudi kadar se dve osebi resnično sovražita, kar se pogosto zgodi v sodnih postopkih. Torej obstaja zelo velika verjetnost, da se to na koncu poravna. Lahko se poravna že jutri, kot ste videli pri Kesejini tožbi proti Didiju. Lahko se poravna čez 1 ali 2 leti. Sojenje običajno poteka v naslednjem letu in pol do 2 let. In bil bi presenečen, če bi to na koncu res prišlo do sojenja. Običajno ena ali druga stran, potem ko dobi informacije in vidi dokumente, reče: v redu, moj primer je res močan, ali pa moj primer je res šibek. In potem se odločijo, da bodo zadevo rešili na ta način. Če pa sta obe strani trdno prepričani v svoj prav, potem bi v naslednjih nekaj letih res lahko prišlo do sojenja. In vse bi bilo odvisno od priljubljenosti tožnika v primerjavi s priljubljenostjo misterja Beasta na sodišču. Verjetno bomo morali počakati in videti, kaj se bo zgodilo. Glede na statistiko, ki jo navajate, verjetno ne bo prišlo do sojenja. Vendar smo že videli primere, ki so šli na sodišče. Noro, kaj ne? Bil je primer Johnnyja Deppa proti Amber Heard. Veliko se dogaja, zato nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Ko bo kaj novega, te bomo morali spet povabiti. Cameron, hvala, da si bila danes z nami v oddaji Scandal. Hvala, da ste me povabili, cenim to.
In tukaj se za zdaj zaključuje današnja epizoda oddaje Scandal. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več, se povežite z mano na družbenih omrežjih. Najdete me na platformah, kot je Instagram. Hvala, ker ste gledali današnjo epizodo oddaje Scandal. Kot vedno sem vaša voditeljica Sierra Gillespie in se vidimo naslednjič.